Lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, ljubiteljice in ljubitelji domačega nogometa iz nekoliko zasnežene Sežane. Pravzaprav ne toliko zasnežene kot to, da je pred pol ure začelo snežiti, kot vidite tudi sami. Prav tako je nekoliko vetrovno na levico in izgubil tisti delček metra prednosti pred branilcem. 11 metrovko pa je zdaj, če vidim prav, dosodil Alen Bubek, torej kazenski strel za Ljubljančane. Krefl je padel v kazanskem prostoru in že v 3. minuti srečanja 11 metrovka za Ljubljančane. Tule poglejmo še enkrat, Elšnik je podal proti Kreflu, potem pa prekršek. Bo poizkusil doseči še svoj 6. prvenstveni zadetek. 4. minuta, Kvesič strelja, Olimpija vodi z 1:0. Zelo hitro so Ljubljančani storili tisto, kar jim ni uspelo na zadnjih 2 prvenstvenih tekmah, ko je bil Albert Riera seveda zelo jezen proti Celju in Muri. Napadalec Tabora svojim branilcem, Živolić je zapravil žogo, priložnost za Ljubljančane, strel proti oddaljenejši vratnici, še nevarno. Od vratnice se je žoga odbila v polje. Srečanja Suale prebija po levi strani, dober prodor Sualeja, pa predložek pred vrata, 2:0. 2:0, ali je bilo tu vse čisto? Še enkrat več pa je na dvobojih med Taborom in Olimpijo zadel Aldair. Gospod Tabor Olimpija bi lahko rekel, kajti gre za nogometaša, ki je na medsebojnih dvobojih teh dveh ekip dosegel še 5 golov, 3 za Tabor in zdaj še drugega. Krefl. In Kvesič, pa zdaj Elšnik. Elšnik podaja proti oddaljenejši vratnici, Rui Pedro. 3:0 za Olimpijo, 52. minuta. Junak zadnjega medsebojnega obračuna teh dveh ekip. Strelec obeh golov v Stožicah za zmago Olimpije z 2:0, pa je zdaj povišal prednost Ljubljančanov na 3:0. Tule pogledajte zdaj nasmejanega. Predložek Kvesiča, neposredno proti vratom, 4:0. Strelec je Timi Max Elšnik. Kvesič se je najbrž spomnil, da je predlanski sezoni tu zadev neposredno iz kota. Rdeče črnim, ampak v zadnjem obdobju so bile te zmage. In tule je zdaj priložnost, bum! Petarda. 5:0 za Olimpijo. Kot kaže, je strelec kar Kvesič znova po kotu. Nekako čudno se je od Jurce žoga potem odbijala, počakali bomo na... Pri prvi pa odbil samo do Elšnika, 6:0 za Olimpijo. Polni se zdaj mreža Sežancev. Kvesič se veseli novega zadetka po podaji Elšnika. V 74. minuti so Ljubljančani prišli še do povišanja svoje prednosti. Ratnik. Elšnik. Zdaj nova priložnost za Olimpijo. Elšnik strelja, 7:0 za Olimpijo. Timi Max Elšnik marsikaj bo imel povedati jutri, ko bo gost na oddaji pod prečko. Danes je dosegel svoj 2. gol, izkazal se tudi z asistenco. Aldair. Najbrž Alen Bubek ne bo pretiraval z dodatkom. Nova priložnost za Olimpijo, 8:0. Tudi Gavrič je zdaj zadel. Poigravajo se zmajčki s češnicami na stadionu Rajko Štolfa. 8:0 za Olimpijo. Ajajaj.
Dušan Kosič, kaj sploh pametnega reči po tekmi, ki jo izgubite z 8-0, pravzaprav nas še bolj zanima, kaj ste zdaj fantom povedali po tekmi v slačilnici. Zelo malo, za nas je res konec mučnega obdobja vseh, pravzaprav smo vsi v temu in zdaj je konc, treba se bo usest, pogledati kako naprej in seveda se osvežiti in pripraviti za drugi del sezone. Jasno, veliko krat trenerje vprašamo po takšnih porazih, ko je ekipa na zadnjem mestu, še nadaljevati, še vidite luč na koncu tunela? Vse se bomo zmenili, pravzaprav nihče nikogar ne drži tukaj, nihče ne beži stran, enostavno smo vsi pravzaprav skupaj v temu in vedeli smo, da se nam lahko to zgodi v zadnjem obdobju, nismo bili konkurenčni, ampak kljub vsemu verjamem, da bomo našli neke rešitve in da bomo v začetkom drugega dela sezone lahko konkurenčni in ostali smo v pokalu in da bo klub lahko našel neke cilje, ki bojo seveda bistveno drugačni od tega, kar smo kazali zadnje tekme. Albert Riera, as I said before the match, you were very angry after the last two matches, but what can you say about today's match? You win 8-0. Of course I will not say that I am angry, but they know me. I want more always. I want more, and this is a race, and we are happy. We are happy with the result, with the performance, but this is a race until May. And today, of course, it's a big result with a lot of goals. But I repeat again, there are some games, even at the start of the season, that we were winning, and I wasn't happy. So for me, it's more important than the result, the way how we play. This is for me the feeling that I have after the game, that this team can improve. They understand the idea how we play, and that we can still play better. That's why it's motivating me every day to make this team better. 8-0, danes niste imeli veliko dela, kar ste ga imeli, ste ga dobro opravili, glede na to, da ste vknjižili novi clean sheet. Kako je bilo od zadaj spremljati pravzaprav razgrajanje v tistem pozitivnem smislu te besede, spremljati svoje soigralce? Bilo je lepo, mislim, vedno vsaka tekma, ko se zmaga, je lepo. Res, da nisem imel veliko dela, tisto, kar sem imel, sem mogel oddelati 100% in tudi take tekme pridejo. Moraš biti 90 minut zbran, z glavo pri stvari in z ekipo, da take tekme zmagamo, ker so pomembne tudi za nas, za naš samozavest, pa tudi 3 točke. No. Kako prav ali morda celo z zornega kota Olimpije ne prav vam bo zdaj prišel ta dvomesečni odmor? Mislim, da bo nam kar prišlo prav. No. Da smo v prvem delu pokazali, kaj je Olimpija, na kaj je Olimpija letos cilja, tako da gremo na zaslužen dopust, pa se vračamo pol, pa gremo do konca. Žiga Ovsenek, pravi snežni metež danes tu v Sežani, na vašo žalost pa snežni metež oziroma metež golov tudi v vaši mreži danes, kar 8-0, verjetno nekaj takšnega, kar niste pričakovali, kaj sploh reči po takšni predstavi. Ja, lepa snežna idila, tudi Dragonsi so pričarali lepo tekmo z navijanjem, ampak ja, po 8-0 niti nisi razočaran, ker pač je to neka realnost, ne moreš govoriti o neki nesreči, ampak je bila danes to realnost. Olimpija je bila boljša in zasluženo so zmagali. Vam bo zdaj ta zimski odmor koristil, predvsem da strnite vrste, da nekako na novo zadeve postavite za nadaljevanje sezone, ko bo verjetno boj za obstanek še srdit? Ja, sigurno. Mislim, če ti ne gre, ti odmor vedno prav pride, ker da se osvežiš, da mogoče pripelješ par novih igralcev, da dobiš neko novo energijo in potem v drugem delu prvenstva poskušaš nadoknaditi ta zaostanek, ki ga imamo, ki pa ni velik.